kako sem pa danes jaz dobila lepe rožice, to je pa neverjetno. No, in dobili smo med drugim tudi en kup takih in drugačnih vaših pisem in mnogo teh pisem v zadnjih mesecih se je navezovalo na 3 bisere, na 3 sibirske bisere, in sicer na mumijo, živico in pa eleuterokok. Nekateri ste se že celo naučili, da je eleuterokok, ne elektrokok, pa take zadeve. Tako da nas je zelo navduševalo vse to in tudi s pridom smo vam odgovarjali. Je pa res, da Marijo Ano je včasih težko dobiti, ker praktično še jaz nikoli ne vem, kdaj je v Sibiriji, kdaj je na poti v Sibirijo ali pa kdaj je pravzaprav v Sloveniji. In še zdaj ne vem dobro, ampak v svojo družbo sem danes povabila Sabino. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala lepa za tele čudovite rožice. In Sabina, ti si Bovnova terapevtka in tudi moja izbira, kadar rabim malo spočiti telo. In zadnjič sem Minko presenetila za Bovnovo terapijo in ni mogla. Danes imata spet, ali? Danes imamo spet, ja. Danes imata spet, ja. Krasno. Si pa ti med drugim preizkušala tudi 3 sibirske bisere in sicer si imela to možnost in priložnost, da si jih preizkušala pred vsemi gledalci. To je res, ja. Pri sami Bovnovi terapiji, zakaj pravzaprav greš, čim jo lahko primerjamo kot tako? V bistvu, Bovnova terapija je zelo taka svojstvena, ne? In jo zelo težko primerjamo s čemrkoli, ker deluje na vezivnem tkivu, na fasciji in v bistvu gre samo z nežnimi dotiki, katere izvajam na posamezniku, da se pretok energije vzpostavi, da z tega želetinastega stanja, ki je fascija, se gre v tekoče stanje, da te blokade, ki so v telesu, lepo počasi začnejo odpravljati, da se potem začne telo samo zdraviti, kar je bistvenega pomena. In vsi ti 3 biseri Sibirije, ki so meni zelo ljubki, prav zaradi tega, ker sem jih začela, sem jih dalj časa priporočala tudi vsem tem mojim pacientom, kateri pač so prihajali, nekateri so se odločili, nekateri se niso, nekateri so rabili malo dalj časa, da so se odločili, da so potem si to stvar nabavili, da so si kupili. In meni je bilo bistvenega pomena, da ne hodijo ves čas k meni, da si lahko sami pomagajo doma, da tudi tisti, ki so imeli razne hude težave, da so prišli k meni, si pomagali s temi ali eleuterokokom, ali z mumijo, ali z živico. In za vsak čas, ko so oni prihajali na naslednjo terapijo, so bili učinki zelo visoki in zelo močni, ne? In vsi so bili zelo srečni, ker so videli, da pomaga, ne? Pa tako enostavno, pa preprosta stvar in oni niso razumeli, ja, pa se mi še bi prišli k vam. Ja, seveda, vse boste prišli, ampak meni bistvenega pomena, da ne hodijo ves čas k meni, pa se je zelo lušen pred podcrklat, ampak da bistvenega pomena je, da si lahko sami doma pomagajo. Da napredujejo. Da napredujejo. Sama si se podala tudi v izvorno deželo, živice, mumije in eleuterokoka in si kar nekaj časa tudi tam izvajala Bovnovo terapijo. Ja. Kakšna je tukaj zgodba? Ja, zgodba je zelo zanimiva, ne? Ker razlika, izvajala sem jo prav čist pod Beluho in pa v vasi, kjer ti ljudje živijo. Ostala sem 2 tedna, delala vsak dan z domačini in učinek je zelo močen, lahko rečem tako kot pri nas, ampak ljudje, ki tam živijo, so veliko bolj umirjeni kot mi, manj so pod stresom. Fizičnih težav imajo, ker morajo zelo veliko delati, ne? Oni imajo samo 3 mesece poletja, 9 mesecev morajo oni si drva prihraniti, hrano si pripraviti in v bistvu zelo imajo dosti fizičnih poškodb in oni prav sanirajo si vse te poškodbe z mumijo predvsem in pa z živico, ker nekih stresnih stanj oni, da bi potrebovali eleuterokok, pa res nimajo. Aha, ja. bi rekla. So pa telesa, njihova telesa so, kot sem rekla, so zelo umirjena, zelo čvrsta in pa zelo zrak, ki je v Sibiriji, ne? Zrak, ki ga oni tam uživajo, vse te vode izbirske, ki so tam, je to, v bistvu se že na teh ljudeh pozna, ne? Imajo eno tako posebno energijo, ker so tudi povezani z naravo, ne? In ko sem jaz sama videla živico na cedri, ki se je cedila po drevesu, ne? Po cedri in ko sem sama kar šla, pa sem kar tak z usti jo odgriznala mal in čisto imela direktno priložnost, jo okusiti. Prav pa tako sem tudi doživela, ko sem našla mumijo, ne? Wow. Ja. Sama. Ja. Jaz se tudi Marija Ana mi je, veselim. super, odlično. Mislim, te bo prevzelo, no. Te bo prevzelo vsa ta
vsi ti biseri, res, ki so tam, ne? In s katerimi se potem soočiš, s katerimi živiš, s katerimi se poistovetiš na en način, ne? In domačini res tudi uporabljajo, oni imajo kar v žepu malo mumije, vedno, kadarkoli grejo na pot, ne? Tudi mi, ko smo šli s konji, tudi ko se je konj poškodoval, ne, je vzel vodnik, kar je v žepa ven mumijo, mu namazal na rano, direkt mumijo, mu povezal, drugo jutro je konj šel lepo, nobenega problema ni bilo. Tudi jaz sem se poškodovala, ne, ker smo šli na eno, pa je bilo zelo deževalo, pa nisem bila previdna, ker sem okrog preveč gledala, ne, nisem gledala pod noge, ne, in sem padla in sem se zelo kar na tlele, direkt na nartu za žilo presekala, ne, in potem smo tudi kar za mumijo namazali, potem z živico še naprej in v 3 dneh je tudi bolečin več ni bilo, rana se je zacelila. Je pa res, da je treba, če se poškoduješ, ne, in da se rano namažeš, je treba tudi uživati mumijo, ne. Ne samo, da ni dovolj, da si to samo namažeš, ampak je treba tudi jo uživati, ne, tako da je notranje in zunanje delovanje. Da spomnimo, z Marijo Ano sva namreč govorili o teh 3 biserih, ki se torej uživajo na takšen način, da zjutraj, verjetno tudi pri tebi, prva stvar, ena kapljica mumije v deci vode, zmešaš v lončku, jo je dejansko dovolj za 500 dni, tako da to je res, mislim, za nekaj časa, to je za leto pa pol praktično. In to je, se pravi, začetek, potem dopoldan jaz nujno in obvezno zaradi visokega stresa in različnih obveznosti eleuterokok, 20 kapljic oziroma 1 kapljica in da se zmeša 48krat pod homeopatsko in na nočni omarici me že čaka zvečer smola, se pravi smola sibirske cedre, se pravi živica, 1 kapljica, zdaj že kar tako doziram, da jo nagnem pod jezik in to je to. Je pa res, da jo uporabljam pravzaprav tudi za različne druge zadeve, recimo pri kakšnih ranah pa tudi se namažem z njo in tako ljudje dobijo zraven na temo zapisu, kjer je dejansko 1001 stvar napisana, na kakšen način jo lahko uporabljaš. Pri eleuterokoku, kakšne so tvoje ugotovitve? Moje ugotovitve, imam enih par ljudi, ki v bistvu za vsako, ko so prišli na terapijo, so mi povedali, kakšni so bili učinki, sploh pri tistih, ki so res pod hudim stresom, tako si ga ti omenila. Potem velikokrat se dogaja, da so starši pod hudim stresom takrat, ko so otroci pred maturo, pred kakšnimi izpiti, ko se končuje šolsko leto, takrat je zelo hudo, ne, in takrat uživajo eleuterokok tako starši kot otroci in so se pohvalili. Zelo močno delovanje ima tudi tisti, ki so na kemoterapiji in pa na obsevanju. Takrat, ko so ljudje na kemoterapiji in na obsevanju, jaz bolnoterapije ne izvajam, niti kakršnih koli drugih stvari, ampak potem, ko so konc za kemoterapijo, konc za obsevanje, pridajo in potem povejo, ko so uživali med tem časom, da se jim je krvna slika zelo izboljšala. Da sploh ne morejo verjeti, da se počutijo mladi, bolj več energije imajo, kot da so se pomladili na en način, ne. Ja, to so zelo močni učinki. Potem imela sem pa tudi en primer, ne znam ga pojasniti, ko je gospa uživala eleuterokok in potem si ona kar namazala še malo po rokah, ker je imela zelo hud artritis. Jaz bi prej rekla za živico ali pa za mumijo, ampak njej je zelo pomagal eleuterokok. Tako da tudi to, da mogoče to, ker je to bršljanovka, ne, tudi iz tega vidika se je ta njen artritis po rokah, potem se je začela tudi komolce mazati zelo izboljšal, ne. Kaj pa srčno-žilne zadeve, te kapi pa take zadeve, je kakšna izkušnja tudi tukaj? Tukaj imam pa čisto osebno izkušnjo s svojim očetom, ker ga je pred 13 leti kap, takrat, če eleuterokoka nisem poznala, poznam ga zdaj 3 leta pa pol in on ga uživa, ne da bi naredil kako pauzo skozi, vsak dan. Enkrat, včasih tudi 2krat na dan, odvisno, kakšne so potem tudi tele menine, lunine mene, kakšne so pač razpoloženje njegovo, ne. Tudi včasih pred kakšnim pregledom, ki ga ima, tako da je to zelo učinkovito. Res, pri kapi pa zelo učinkuje zato, ker jim da več energije, eno življenjsko moč. Prav se jim njihov kardiovaskularni sistem se jim izboljša, ne, se jim pospeši in potem tudi on sploh ni imel več nobenih problemov s srcem, ampak zaradi teh
živčnih, psihičnih težav, ki so pač včasih prisotne pri teh ljudeh, ki so po kapi, je pa uterokoklej res ena odlična stvar. Ne? Sabina, izvajaš Bonovo terapijo v Celju in k tebi prihajajo dejansko iz cele Slovenije in imaš ogromno izkušenj. Kaj pa pri eleuterokoku, recimo tisti, ki imajo z želodcem težave, si imela tudi kakšne, ki so rekli, da jim zaradi želodca ne paše, recimo, ali pa kaj podobnega? Ne, tisti, ki so eleuterokok uživali zaradi raznih stresov, zaradi teh stvari, kar sem naštela, ni nobeden mi jamra, da imel kakšne probleme z želodcem. Ker vedno sem rekla, da mora določeno količino vode zraven popiti. Da ni to samo ena teh 10 kapljic, pa čist malo vode, ampak jaz jim tudi vedno priporočam, že takrat, ko so na terapiji in po terapiji, da pijejo veliko vode. In s tem, ko pijejo zelo veliko vode, se potem to lepo razkori, tako da ni nobenega. Jaz nisem imela nobenih slabih izkušenj glede, da bi imeli težave z želodcem. Eleuterokok je torej tisti, ki se ga uživa torej dopoldan, 20 kapljic, ampak še pred tem pa je dejansko ta ritual z mumijo, za črno, gorsko, tako res črno, gorsko, altajsko smolo. Že si omenila, da si imela sama izkušnje v Sibiriji pri ranah in pri teh zadevah. Kaj si pa ob Bonovi terapiji in v kontaktu z ostalimi pacienti v Sloveniji ugotovila? Zelo odlična je pri celjenju raznih zlomov, da se kosti hitreje zacelijo, s tem, da zelo priporočam, da se namaže. Kar direkt, mislim, ko je že rana suha in vse to, da se recimo lepo namaže, vzame se 1 ali 2 kapljice, se namaže, potem da se ena gazica čez, kar pusti, noč potem tudi lahko pustite dan, 2 ne umivati na tistem mestu, da gre to potem lepo v kožo, kar sama zgine in pa potem uživati za tkivo, da se hitreje regenerira tudi kakšne mišice, ki so bile poškodovane. Zelo pa priporočam mumijo, tudi deluje zelo pomlajevalno, da si naredimo masko, čisto enostavno, čisto preprosto, vzamemo čisto majčken medu, par kapljic vode, se najprej namažemo z medom, lepo po celem obrazu, pa vzamemo spet 2-3 kapljice mumije in se namažemo, ne se ustrašiti, celi smo črni. Ampak potem, ko si to namažeš, si lepo umasiraš, pustiš, koliko imate pa časa, vsaj 20-25 minutno. In potem si lepo nežno opereš dol in si kar kot da si zaživel. Mislim, pomlajevalna, zelo močna pomlajevalna maska. Ja, res krasno. Čisto enostavna, jaz jo delam že kar nekaj časa, pa tudi včasih, ko pač kdaj prije, da ne moraš glih toliko spati ali pa da imaš veliko obveznosti ali pa da nisi glih razpoložen včasih, zelo delujete, prav dvignete. Se pravi, ne samo za pit, ampak tudi za zunanjo uporabo. Ja, za zunanjo. Zelo priporočam. In tudi zdaj sem imela primer, ko je gospod zelo bolel nart in pa zelo je bolela tale piščal. Ni vedela, vse je vedela od raznih analgetikov, nič ne pomaga. In pa, ko je prišla na terapijo, rekla, mene to tako boli, sem rekla, lejte, namažite si z mumijo. In me kliče čez 4 dni, rekla, lejte, učinki neverjetni. Tako da to res priporočam. Kadarkoli, kaj boli, tudi kar lepo namazati. Na tistem zapisu, ki ga ljudje dobijo zraven mumije, piše recimo, ne vem, 5-odstotni balzam ali pa ne vem, kakorkoli. Na kakšen način si potem to ljudje pripravijo? Kakšne so imeli malo težave? Pripravijo si na ta način, da si ena kapljica je kot 1 mililiter. Mislim, in potem je, če je pa si je najvelika, da kako gazo vzamejo, si na tisto gazo recimo namažejo, odvisno kam imajo, si položijo. Če pa imajo problem, koliko je to, je pa se pravi ena kapljica je navadno kot 1 mililiter. In potem si to ali razrečijo v vodi pa popijajo, ali si potem namažejo, tako da je to čist enostavno potem. V bistvu mi včasih velikokrat preveč kompliciramo. Je pa to so toliko naravne stvari, da tudi če malo preveč ne more škodovati. Če pa premalo, pač večkrat ponovimo. Zanimivo, ja. Preprosto. Tudi pri parodontozi so kakšne izkušnje? Zelo, ja, hvala, da si me spomnila. Zelo dobre so. Zelo priporočam, da si jo daš v tudi eno kapljico v mlačno vodo, pomešaš in potem daš v usta in si spiraš. Mislim, imaš žvrklaš, ko da ima parkrat tako lepo si po ustih si pač požvrklaš to mumijo in potem ven spluneš. In se parodontoza v bistvu ogromno tega krvavljenja. In vsi jamrajo, pa si zobe umivam, pa mi teče kri, ampak po 2 tednih lahko čisto zagotovim, da so dlesni zelo veliko bolj okrepljene, tudi tisti, ki so imeli razne karijese.
so se zelo, zelo izboljšali, ne moreš verjeti. Nekateri so tudi živico uporabljali, ampak živico si namazali na dlesni in ko so si živico namazali na dlesni, je zelo močna, zelo grenka je, nekomu ni odgovarjala, zato sem jim priporočala pač naj zmumijo. In so bili učinki pri enih in pri drugih zelo močni, ne. Ker se razlikujemo med sabo, ne. To je, enemu bo ena stvar bolj, drugemu druga. Seveda. Kako pa pri živalih recimo, lahko tudi za živali uporabimo? Za živali je pa ena odlična stvar mumija. Veliko imam prijateljev, ki so imeli ali kužke ali muce zelo bolne, ne. In enostavno je bil problem v tem, da niso več uživali hrane. Problem je bil z želodcem, problem je bil z jetri, problem je bil z ledvičkami. In sem rekla, kar dajte med hrano, med mokro hrano, kar par kapljic, nič ni treba razredčiti, kar dajte in gor, vse so polizali. Sama sem imela pa primer za sosedovo mucko, ki je veterinar odrezal rep. In je rekel, ja, zelo hudo je bilo in je prišla lastnica, rekla, ne vem, kaj naj naredim. Rekel je, kako dolgo bo pa bo, ne. In takrat sem rekla, tole se pa mi tako ne moramo iti. In sem šla kar po mumijo, tej mucki šla namazati repek in čez 2 dni je že se začela rana celiti. Potem čez 4 dni je že muca normalno kakala, nobenega problema ni bilo, prej niti kakati ni mogla, ne, ker je enostavno je bilo vse narobe. S tem, da sem pa jaz lastnici rekla, da naj tudi uživa. In je dala med vodo, je pila, sicer malo težje, pa je kar po ustkih jih namazala. Po enem tednu je mucki začel, rana je bila zaceljena, mucki začel že dlaka rasti, zdaj je tale naš mucek sosedov krasen, repek čist zaceljen, repek poln dlak, tako da to zelo, zelo koristi. Sem imela pa tudi primer, ko si je na enem železu si je kužek prerezal celo tačko. In sem tudi takoj prinesla, nič nismo povijali, zato ker ni mu pa od začetka odgovarjalo, ker je pač ni bilo dobro. Potem, ko je pa ugotovil, da njemu zelo pomaga, si je pa sam začel lizati in pa sam si začel potem tudi tisto rano tako hitro lizati, da je bilo treba kar naprej mazati, ker potem smo pa ugotovili, da je tudi imel eno rakasto tvorbo, kar je potem tudi izginila. Wow! Ja. Ne moreš verjeti. Ja, Se pravi, tudi pri živalih? Pri živalih. Jaz sem imela z mucki pa z kužki. Mislim pa, da če bi dali tudi konjem, tako sem prej omenila za rane, ali pa za da ne bi bilo nobenega problema. No, pri živici imamo kar problem in sicer ta, da jo zmeraj v Slovenijo pride premalo, kajti nabira se samo, se pravi, o polni luni tiste 3 dni in tu, kakor jo pride, ljudje jo razgrebejo dobesedno, ampak kakšne so pa izkušnje z živico? Za živico sem imela pa jaz najboljše izkušnje in največ izkušnj, ki so mi jih povedale mamice pri otrokih, ki so imeli probleme z bronhiji, skozi razne angine, po 5 antibiotikov so prej pojedli 1 antibiotik za drugega, dokler niso pol se odločili in prišli k meni na terapijo in potem sem priporočala živico in so začeli jih mazati zjutraj pa zvečer, po prsih, zadaj po hrbtu in pa po stopalih nekatere. Kakor so se pač odločile in po 3-4 tednih ni bilo nobenega problema več, ne s kašljanjem, ne z bronhiji, popolnoma so se otroci pozdravili, ne. Je pa zanimivo, recimo jaz sem uporabljala, Marijana mi je rekla, tlele pod nosom, recimo, da sem si namazala in da tudi mamice otrokom to delajo, ne? Ja, tudi to delajo. Kar je, zdaj pa tako, ne, nekateri otroci se ne želijo mazati, pa jim smrdi, pa jih pa mislim smrdi, ker je pač von zelo močen, ne, živica tudi, ampak so potem mamice rekli, ko boš pa si to namazal ali pa namazala, pa ne boš imela več težav, ne. In bo kar lepo se tole, boš videla, si namaži in potem so naučile mamice, otroke, da si sami namažejo, ne. Imela sem pa tudi eno gospo, ki je imela zelo hude težave s tetivo. Dalj časa je hodila na razne terapije, na ultrazvoke, na laserje, nič ni pomagali. In enkrat sem jo srečala, pa mi je rekla, da kakšne težave ima in je prišla na Bonovo, sem naredila Bonovo in potem sem ji še živico sama začela najprej utirati tetivo. In ni mogla verjeti, ko je prišla domov, ne. Sploh ni bilo več bolečin in zdaj si ona čisto uredila tetivo sama. Maže si 2 do 3 na dan, odvisno koliko hodi, je zelo veliko stvari sama naredi in enostavno je, njene tetive so zdaj odlične, ne. Ja. To se sliši res čudežno. Ja. Pa tudi tisti ljudje, ki imajo težave z ledvicami, z nadledvično žlezo, ne, je bistvenega pomena, tako si že omenila, ne, zvečer kapljico pod jezik. Imam pa tudi primer, ko se je gospa uživala in se je potem tudi zmešala z oljem in se je utirala po ledvicih. Tako da je imela tudi zunanjo in notranjo uporabo in so je prekrvavitev pa pretok ledvice izboljšal, ne.
Najlepša hvala, Sabina, za vse informacije, ki si jih predala. Upam, da imaš še danes kaj placa v svoji ordinaciji, ker bi jaz tudi prišla na eno bolnovo terapijo, poleg vsega ostalega. Najlepša hvala. Torej, če želite izvedeti več informacij, mogoče preveriti, če sploh je ta trenutek na voljo živica, mumija ali pa eleuterokok, potem predlagam, da kar pokličete na 02 6200 230 in vprašate naše svetovalke, pa vam bodo takoj znale povedati, torej 02 6200 230. Najdete pa mnogo informacij in še več tudi na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. Vse sibirske bisere, pa tam najdete tudi minule posnetke o sibirskih biserih in seveda o vsemu ostalemu. Na zdravje, kajti zdravje je naša največja vrednota. Pozdravljeni, veselili smo se, dolgo je nastajala, ampak vse veste, kaj pravijo, ko so stvari dovolj zrele, potem seveda tudi pridejo še v taki bolj materialni obliki. O čem govorim? Govorim o sporočilu iz druge dimenzije. Sporočilo iz druge galaksije je zgodba za otroke in odrasle. Predvsem pa je namenjena tvoji duši. Duša ne pozna let, se pa spomni, in temu je namenjeno sporočilo iz druge galaksije. Zgodba, ki se začne odvijati na planetu v ozvezdju Plejad, ni zgolj plod domišljije, je budnica človeštvo z vzvodi, ki nas ponovno spomnijo na našo pravo naravo. Naravo, ko je po zemlji še hodil človek z vsemi 12 in več spiralami DNK-ja. Zgodba zaobjema znanje, modrosti in druge vsebine, ki odpirajo naš srčni center, prebudijo zaspano zavest. Otroke in odrasle pa spodbudijo k temu, da sledijo svojemu življenjskemu poslanstvu ter raziskujejo in uporabljajo svoje talente in darove. Sporočilo iz druge galaksije. Za vas imam vprašanje. Ko se sprehajate po nakupovalnemu središču, ko se sprehajate po trgovini in vidite, koliko izdelkov je na policah. In potem, če dodamo še informacijo, da je Slovenija ena izmed tistih, ki ima neverjetno število nakupovalnih središč v enem majhnem mestu, a vam pride na misel vprašanje, pa čakaj malo, pa koliko lahko vsi ti izdelki na trgovinskih policah zdržijo toliko časa? To je eno vprašanje, ki bi si ga vendarle morali zastaviti. Kako je možno? No, danes bomo raziskovali to vprašanje, zato smo v našo družbo povabili Sanjo Lončar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala lepa. Kdaj si se pa ti prvič vprašala, kako to, da tukaj časa, pravzaprav leta, lahko ene stvari zdržijo na policah? Veste, ko smo bili mehni, smo otroci takoj vedeli, katere sladice so sveže, katere so za nič. Takrat, ko je škatla s keksom postala masna, se je vedelo, da keks več ni svež. Ampak danes tega ni več. Danes lahko kupiš krosane, ki imajo rok uporabe 3 leta in ko jih van potegneš, imajo takšen okus, kot da bi jih ta trenutek spekli. Torej, industrija je dojela, na kakšen način se lahko roki uporabe podaljšajo, ne bom pretiravala, če rečem, na desetletja, in tudi priredila si zakonodajo in ostalo, da omogoča neverjetno dolge roke, ker to je pogoj, da bi globalna trgovina sploh funkcionirala. Se pravi, osnovni vzgib tukaj je čim več časa, da je čim več možnosti, da se zadeva proda. Preprosto, če bi zadeva imela rok uporabe 3 mesece, potem se jo ne splača pripeljati z drugega dela sveta in s tem izsiljevati lokalnega kmeta in lokalnega proizvajalca. Če pa imaš rok uporabe 3 leta in več, potem pa lahko 10 držav obiščeš v tem času, pa nekdo jo bo že kupijo. Pa če še to ne gre, potem pa veste, obstajajo še drugi prijemi, kako se zadeve da nenehno reciklirati in uporabljati tudi naprej.
Ok, se pravi, to bo eden izmed tistih pogovorov, ki bo za marsikoga grozljiv in bo lahko bistveno nevede in nenačrtovano spremenil svoje nakupovalne navade. Ne, dajmo reči tako, to bo zelo spodbuden. Veste, vsakič, ko v našem projektu skupaj za zdravje človeka in narave odkrijemo kakšno tako resnico, se tako pogledamo, v prvem trenutku šokirano, pa rečemo, ok, zdaj pa gremo narediti še eno gredo na vrtu. Ker mogoče vse te zadeve imajo tudi zelo spodbuden efekt in sicer ta, da se nam potem da narediti več, kot smo do sedaj in da nas več ne bojo prepričali, da se ne splača delati domačih keksov, domačega kruha ali kakšne druge domače dobrote, preprosto zato, ker poglej, kak je to poceni v trgovini. Tako danes bi lahko razkrili ozadje cenenih izdelkov ravno z namenom, da ljudje dojamejo, kako ustvarjati dragocene izdelke. Torej, če ste še vedno eni izmed tistih, ki greste v trgovino in gledate samo na ceno, naj vam povem, da tista prava cena je skrita in sicer enkrat nas ujame, ne? Ta prava cena. Za zdravjem jo plačamo, verjetno. To je tista cena, ki jo na koncu z obrestmi plačamo, ko zelo drago poskušamo kupiti svoje zdravje nazaj. Pa kar greva v akcijo, kako torej v industriji uspe, mogoče greva malce izpostaviti, katera živila, katero bomo prvo pogledali, dajmo kar pogledati fotografijo, dajmo začeti z mesom. Vsak, ki ima zmrzovano skrinjo, ve, da je tam napisano, da meso zdrži v skrinji do 12 mesecev, eno bolj občutljivih živil. Toliko bolj je bilo šokantno par let nazaj, ko so Hrvati imeli škandal z 10 let starim mesom. Tisto, kar je zame pa še bolj škandalozno je, da so inšpektori takrat in njihovi strokovnjaki povedali, da pravzaprav ni nič narobe, da je na trgu bilo 10 let staro meso. Trgovci so naredili prekršek, ker so ga hoteli prodati kot svežega. Torej, če bi iz njega naredili klobase ali kaj podobnega, ne bi bili v prekršku. Potem so spraševali tudi raznorazni inšpektori in te, ki delajo na laboratorijih in nam je stroka takrat tudi zaupala, da ne obstaja metoda, s katero bi ugotovili, koliko je staro meso, če bi bilo predelano v kakršenkoli izdelek. Potem pa so prišli na dan tudi rekordi, recimo 34 let staro meso, ki so ga dobili na nekaterih trgih in podobno. Seveda, vedno tisti, ki so plačani, da pred kamerami rečejo vse je v redu, so pri nas rekli, da se kaj takega ne more zgoditi v državi, brez meja, brez kontrole, vsak, ki malo razmišlja svojo glavo in ob tem, da ti stroka pove, da ne obstajajo analitične metode, da to ugotovimo, postane zelo, zelo vprašljivo, koliko zares sveže meso ali posebej, ko se dotaknemo kakšnega izdelka, postane zelo vprašljivo, koliko je to staro. Moram reči, da ko sem majčkeno raziskovala te tematiko, sem si takoj šla v nakup, da si bom tudi olje delala sama doma, da si bom pri moki, da si bom sama mlela doma in dajva se ravno pri moki ustaviti. Je pri moki podobna zgodba? Vete, nasploh je tako, industrija je poskusila in uzakonila en napačen pogled na zadevo. Ta pogled se glasi, da od prvega do zadnjega roka mi imamo živilo, ki naj bi teoretično imelo enako prehransko vrednost. In če kupite to zgodbo, to pomeni, da je vse eno, ali je mleko, marmelada, karkoli na polici en dan, ali recimo zadnji dan roka uporabe, to naj bi bilo enako vredno. Po tej logiki je industrija tudi dovolila, to smo se res dopisovali z uradi, to je trajalo kar nekaj časa, da smo prišli v projektu do živega, kako to funkcionira, ko smo jih spraševali, ali lahko industrija kupi izdelek, ki mu je pretečen rok uporabe, pa ga reciklira, odgovor je bil strogo ne. V momentu, ko stvar preteče, se začne uporabljati. Ko smo pa uporabljali, kaj pa če industrija kupi recimo mleko en dan prej potekom uporabe in iz njega naredi puding, ja, to pa lahko. Kaj pa, če industrija kupi žito en dan pred koncem uporabe in iz tega naredi moko? Ja, to pa lahko. Kaj pa, če kupi moko en dan pred potekom uporabe in iz tega naredi testenine? Ja, to tudi lahko. In kaj, če kupimo testenine, ko jim preteče 3-letni rok uporabe in iz njih naredimo gotovo jed? Ja, to tudi lahko. Torej, če ste spremljala zgodbo, smo prišli na leto žito, leto moka, 3 leta za testenine in potem še 1-2 leti za gotovo jed. In smo nekje na 7 let. Ali recimo keksi ali karkoli.
smo vprašali, ali obstaja kakršenkoli predpis v tej naši ljubi, urejeni evropski skupnosti, ker je urejeno še kako smeš dihati, ki bi določila, koliko kumulativno lahko to recikliraš. Odgovor je bil, da ne obstaja noben predpis, ampak da proizvajalci morajo prevzeti odgovornost za izpravnost živila, ki ga bodo dali. Povedano drugače, morajo vse storiti, da ko vi nekaj zdaj zaužijete, ne boste v roku par ur končala na urgenci, ker če končate na urgenci, potem je bilo nekaj narobe. Torej, ne sme noter nič mrgoliti, ne smejo biti nevarne bakterije, virusi, kaj takega, ampak industrija danes zna s tem opraviti, s pregrevanjem, s obsevanjem, s tehnikami, ki jih mogoče medved sploh ne poznava, z dodatki, z zelo močnimi konzervansi in podobno. Torej, če znajo urediti, da je živilo mikrobiološko in organoleptično in po teh formalnih kriterijih tako, da medved dol ne padeva, ko to pojeva, potem je vse v redu. Po drugi strani pa bereš, do momenta, ko si solato obral, do naslednjega dne bo izgubila še recimo 30% vitamina C. Kaj pa šele, da pride do police? Ali recimo, zakaj ste si kupila mlinček, ne? Če prebereš, da žito, ja tudi meljem svojo moko, seveda, ker škoda denarja za že zmleto moko, pa naj še toliko ekološka, ker v enem mesecu se bo količina alkalnih rudnin in zelo pomembnih vitamin, ki so noter, zdesetkala. Torej, če uživaš svežo moko, je to čist nekaj drugega za telo, ker boš dobil še veliko vitamina E, pa železa, pa kalcija, pa kalija, pa vsega, kar je noter. Če pa je mesec dni stara, je že na 10% tega, kar je bilo na začetku. Kaj se pa zgodi, če je 1 leto stara? Kaj se zgodi, če iz take 3 leta recimo nekdo kupi in naredi kekse, ki imajo še leto, 2 rok uporabe? Dejansko dobili smo prazno škrob, ki je veliko dražji, kot kakšna poceni njegova cena razkriva. Ja, tukaj smo. Se pravi, na policah je tako rekoč mrtva hrana. Vete, mi dejansko ne moremo vedeti. Evo, pravno keks, ki ga kažem, je spečen danes zjutraj iz sveže moke. Torej, delali bi krivico, če bi rekli, da vsi proizvajalci počnejo enako. Ampak ravno tisti, ki so dobro in pošteno delali, so ugotovili, da so cenovno totalno nekonkurenčni tistim, ki lahko dobijo moko skoraj zastonj, ker jo nekdo odprodaja en dan pred potekom roka. Veste, zelo pogosto tudi naši otroci v šoli dobivajo jogurte, pudinge, sladice en dan pred potekom roka, ker tisti, ki to nabavlja, jih dobi verjetno veliko bolj poceni. Torej, je treba malo bolj se poglobiti. Ne rečem, da bomo zdaj vsega, ne rečem, da bodo vsi naši gledalci takoj začeli mlet, peč, ampak bolj greste proti izviru. Torej, ko kupiš seme, zelo preprosto preveriš, če imaš opravka. Torej, tudi ni rečeno, da so vsa semena super, ampak tudi, če nič ne znate narediti, lahko naredite test kaljivosti. Torej, ko kupim seme, katerega-koli izmed kakovostnih živil, stročnice ali karkoli, prva stvar, ki bom naredila test kaljivosti. Bom 10 semenčic dala na vlažen serviet in pogledala, kaj se dogaja. Če čist noben ne bo skalil, to pomeni, ali da so ga obsevali, ali da so ga UV izpostavljali, ali da so ga termično šokirali. V vsakem primeru to potem ni moja živa hrana, to je mrtva hrana. Ja. Če pa vidiš, da solidno število teh semen kali, potem imaš živo hrano. Potem jih hraniš 1 leto, pa probaš spet. Mislim, ja izvajam take eksperimente, ker res v projektu se tega gremo. In vam lahko povem, da imam tudi 8 let star kamut, ki ima še vedno 90% kaljivost. Torej, to pove, da je ta dobavitelj v redu, to pove, da se temu kmetu da zaupati, to pove, da je to še vedno živo. Ampak raziskovati moraš sam, ne? Ja, recimo, test kaljivosti je nekaj, kar lahko vsak naredi, ko kupuje. Seveda, ko ti imaš moko, več ne moreš tega narediti. Ne moreš, ne? Pomaga, da imaš izkušnje, ker če si enkrat probal, kakšno je pecivo iz sveže zmlete moke in potem to narediš iz ene take, ki je sam škrob, takoj opaziš, da to ni to, kar bi moralo biti. Torej, ampak obstaja veliko ekokmetij, obstaja veliko menov, obstaja že veliko ekotržnic, se da dobiti, torej ni treba iti predaleč. Kaj pa recimo tole vakuumsko pakiranje, to, da odstranijo zrak, recimo, ne? A je to tudi ena izmed tistih tehnik, recimo, ne vem, to vidim, da ima kar konkretno potem še daljši rok uporabe, ampak ko ti potem to odpreš, ko pride zrak zraven, kaj se, mislim, a je dejansko takrat v mirovanju? Zadeva je tako, raziskovali smo tudi področje tako imenovane kontrolirane atmosfere.
Določena živila seveda če ni kisika, ni oksidacije, ne potekajo določeni drugi procesi, obstajajo tudi razne mešanice plinov, ki zelo dobro zavrejo razvoj bakterij in vsega. Ampak gledajte, mumificiranje v nobeni obliki ne traja večno. Torej, to vam je tako kot v tistih filmih, kjer čarovnica uživa čarobni napitek, ki vzdržuje večno mlado, ampak ta trenutek ostane brez napitka, se pred vašimi očmi v eni uri postara 100 let. Verjetno so tudi naši gledalci opazili, kupiš recimo takav korenček, rukolo ali kaj takega v kontrolirani atmosferi ali bučke recimo so tipičen primer, kupiš jih res v trde, nedotaknjene, nič gnilobe ni na njih, odpreš to in zdaj imaš občutek, da imaš sveže bučke v hladilniku. Prvi dan je v redu, drugi dan je že ponavadi plesniva ali mehka, torej pospešeno se je postarala. Če bi zares bila sveža, če bi zares kontrolirana atmosfera ustavila njeno staranje, potem pa računaš s tem, da ko si kupijo svežo zadevo, imaš nekaj dni časa na razpolago. Priporočam tistim, ki so kupili taka živila, da res to, kaj v kontrolirani atmosferi takoj, ko odprejo, porabijo. Drugače pa zavedati se je treba, nekateri procesi staranja in propadanja potekajo še naprej. Še naprej. Da je živilo v kontrolirani atmosferi. Ne bova danes govorili o tem, kaj se potem zgodi v telesu, ko nekaj takega zaužijemo, ker nimava dovolj časa, ampak ko sem te povabila na tale čajček oziroma kavico, konzerve verjetno nisi s sabo prinesla, zato ker si lačna, ne? No, gledajte, zdaj so tako časi, danes vsi nekaj čakamo, kaj bo s temi Američani, a se bo kom tam utrgalo ali tako, vse več ljudi razmišlja tudi v pozitivni smeri, katera živila je vredno shranjevati, si narediti malo zaloge. In tle srečujemo mnoge, ki zdaj, ne vem, rečejo, brez, ne vem, golaževih ali paštet ali, ne vem, ribji konzerv ne bo šlo, kaj pa zdaj. Jaz še vedno, posebej na osnovi tega, ker sem tudi sama testirala, stavim na stročnice, na žita, vir in beljakovin in vsega, če jih znate pravilno kombinirati. Če treba nekaj shraniti za 3 leta, potem pa največ bojo zdržale začimbe. Začimbe kot za šalo zdržijo še več kot 3 leta. Tudi takih mi imamo 10 let starih, pa jih preverjamo, pa so v redu, posebej, če so v obliki semena. Torej, lahko shranimo antioksidante, vitamine, minerale, ker nobena konzerva ne more tega shraniti. Torej, konzerva lahko shrani neko beljakovino, ampak ta beljakovina je tako močno pregreta in predelana, da je to, kar naše telo dobi iz tega veliko manj vredno, kot če bi res to beljakovino dobili recimo iz dobro shranjenih žitnih ali semen ali stročnic. Druga stvar, ki je zelo zanimiva, recimo res konzerve imajo rekordne uporabe, tle smo na 2020, ta pa je na 2021, torej mogoče nas še preživijo, a ne? Ampak gledajte, tle obstaja mali misterij, recimo to so skuše v olju. Ko berete pravilnik, koliko časa lahko zdrži sončnično olje ali olivno olje, v pravilniku piše 12 mesecev. Riba v olju pa ima rok uporabe od današnjega dne naprej 4 leta. A bojo vmes menjali olje? Kaj so naredili, da to olje ne bo postalo žarko? Na kakšen način to olje lahko zdrži 4 leta? Tle se postavi veliko vprašanj, ki postavijo res pod vprašaj. A res, če odprem to čez 4 leta, bom dobil polnovredni obrok? Mogoče naš razum, ki je prepričan še vedno, da rabimo beljakovine, da rabimo maščobe, se bo potolažil, pa placebo efekt bo deloval. Ampak res vsakemu, ki želi razmišljati svojo glavo, polagam na dušo, da je veliko bolj dragoceno to, kar smo mi nabrali, mi vložili, mi posušili. In če se hočete izogniti tistim igricam mačke in miši, res, in temu, da vas je vsaki dan strava odkrit, kaj še novega uporabljajo, je najboljše, da se držimo čim bliže izvirnem živilu. Torej, tam, kjer vi veste, kje je raslo, ste najbolj na varnem. Tam, kjer veste, kdo je pridelal, ste tudi na varnem. Spraševati se. Najlepša hvala, Sanja, za tale pogovor. Takole, evo, če pa to zdaj ni bila brca v rit, ne? Brca v rit, da začnete razmišljati, kje boste še dali res kakšno novo gredo, pa se na koncu še tam en lonc postavite, začnite dobivati in pridobivati informacije, zdaj je pravi čas za to. In vzemite si lupo s sabo, če ne gre drugače, in berite deklaracije, in berite vse te roke in pripravljate si stvari sami doma. Če kakšen nasvet, pa tudi na 3x2 klepetobkavi.si.